Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. V današnjem športnem pogovoru bomo govorili o radijsko vodenih avtomobilih in tekmovanjih, s katerimi se ukvarja tudi naš današnji gost, Boštjan Bogataj, katerega prav lepo pozdravljam v našem studiu. Ja. Marsikdo, ko je majhen, si želi avtomobilčka na daljinsko vodenje, ampak to ni samo igra, kasneje lahko to preraste tudi v strast in vaša strast je zagotovo ukvarjanje s temi radijsko vodenimi avtomobilčki. Od kje ta vaša strast? Ja, že kot majhen sem se na nek način upisal v modelarstvo. Prej sem razne ladjice delal, pa aviončke, In pol enkrat smo šli na neka rally dirka, dol v Spodnje Ederje, okrog Viljosa je bila neka krožna dirka s pravimi avti. In eden je tudi dol vozil tak avto in tiste otroške očekaha, ko vidiš, jaz bi to tudi. In pa sem našparal na nek način za takrat še nitro, danes so bile elektro avti. Za prvi vstopni model v ta dirkajne z avtki in tako naprej. Prej voziš malo po parkirišču, vidiš, da ti gre, prej se moraš navaditi od sebe voziti proti sebi, tisto, ko se smer zamejna. V bistvu, ko ti pileš od sebe, je desna, ko pileš proti sebi, je leva-desna. To je ta večji preskok v možganih. V bistvu se moraš predstavljati, da si ti noter v avtu in da ti pileš enkrat od sebe, enkrat proti sebi. Sicer pa v zadnjem obdobju je videli tudi nastala prav steza za radijsko vodene avtomobilčke v Kaiser Parku. Kdo je zaslužen za vzpostavitev te steze? Ja, največ ti idrijski modelarji, ki se jih na nek način se nisem tako družil do lani z njimi. Do začetka korone, takrat je začelo nastajati Jaz sem vse doma pospravil in pol v enim skrin, sem odprl ena skrina, jaz bom tu štimal zdaj, da bo delal. In pol smo tisto palamilo vse skupaj, tiste stare modele, kusov se več ne dobi in pol kupiš novega in poštimaš in voziš. Je pogoj, da nekdo obiskuje krožek modelarstva, da se začne potem resneje ukvarjati s tem? V bistvu ni lih pogoj, to je, ne vem, ko kupiš ti tak avto, da bi šel vse navodila zraven. Tako da tisto, rad malo pošraufa, malo pa ko ga zanima tehnika, bomo rekli, se lahko začnejo ukvarjati s tem. Ampak najverjetneje v vaših začetkih temu ni bilo tako, je bilo treba vseeno nekaj več znanja. V bistvu ne. Ta prvi model, ki sem ga kupil, to je bilo takrat še, ko je bil bolj nitro, svit aktualen, ko baterije še niso bile dovršene dost, ni bilo takih tokov s praznjenjem baterije moč doseči. In ni bilo takih pospeškov kot pri nitro. Danes pa, v bistvu, če češ nitro voziti, moraš imeti še mehanika. Takrat je bil moj oče, danes oče na hud več na dirke, jaz bi pa še hodil. In je elektro tukaj bolj aktualen. Napolniš baterije, priklopiš, pritisneš knop, vžgeš in voziš. S seboj v studio ste prinesli dva različna modela. Kakšna je razlika med njima?
Ja, eden je namenjen za off-road in za on-road, se pravi cestne, pa take bolj off-road čez grbine pa skoke. Ampak za upravljanje takega vozila preko teh grbin skokov je potrebno kar nekaj znanja. Ma niti ne, v bistvu, za dobro upravljanje, ja, zdaj za začetek pa pač ni lih. Meni se mi zdi, pač, ko sem po 20 letih prijel daljinca spet v roke, pač je kar šlo. Ob eni priložnosti ste mi omenili, da tudi ko je vozilo v zraku, morate z daljinskim upravljalnikom upravljati Ja, v vozilo. bistvu to je bolj pri off-road dirkah, mislim pri off-road skokih, ko je pač fizika je navadna, je ista kot pri navadnem avtu, ne, oziroma pri krosu, bolj tu vidimo, ne, ko tišiš pač gas, boš šel po te zadnje, ne, kakor boš ti pritisnil žlajf, te bo dal dol, ne. In isto tukaj moraš pri teh skokih, ne. Pol pa lahko še v zraku še na hip popravljaš, tudi popravljaš z zavivanjem. In v bistvu ga lahko ovink noter prineseš avto. Ta, bom rekel, RC Park Prekaiser je namenjen predvsem off-road vozilom, Ja, ki pa lahko samo- z on-road vozili. V bistvu je tukaj nalepka do zadnje dirke, štartna številka 6. Pač, je v Tolminu je v Sloveniji edina pruga, cestna pruga, ki je postavljena. Drugače pa tu na raznih parkiriščih postavljena pruga s cevmi, z ruri, pač napolnjeni s piskom in pač narediš en kruh. Tak, neka štartna cela ravnina mora biti. Če bi se vam kdo od naših gledalcev želel pridružiti, kje vas najde, kje vas lahko vprašajo za informacije, nasvete? Pa v bistvu velikokrat v Kajzerju, Uzma, zdaj, ko je sezona, v bistvu nič ne Uzma samo na dirkah, oziroma ni časa, da bi sploh karkoli drugega, kot sem na dirke hodil. Pač ta življenjski tempo ne pusti, da bi imel še kakšen trening. Pol na jesen, ko je pa sezone konc, pol pa lahko malo dalj zadehaš, pa praviš, pa razno vzdrževanje, greš na ležaje, menjaš. Če si kaj polomil že med sezono, moraš zamenjati. Drugače so pa tukaj res bojne rane, AB2 modela že na sred sezone, dajmo reči, da se že vidi, da sta rabljena. Kakšni so pa vaši dosežki na teh tekmovanjih? V bistvu jaz ne dirkam za rezultat, jaz dirkam v bistvu za hobi, da se sprstim, da grem rečemo eno soboto na dirka in tam pač isto misleče, da biš vsi dirkamo neki. Pač bolj je tisto napete borbe, ki so pač za tisočinka sekunde, stotinka sekunde, tisto, ki pač če si ga prehitil, pač je tukaj bolj izad. Mislim, si ti vesel, če te on, si lih tako vesel, ker pač tukaj malo manjkalo, da si ga prehitil in v bistvu ni tisto rezultat, ampak bolj tisto, koliko je malo manjkalo, da ni bilo pač boljšega rezultata, no. Ker če ne, pač eni so tukaj ustrajajo ti RC scen že toliko cajta, da pač moraš dobiti vse moraš ta pravi nastaviti, dobiti zase, ne. Ker če ti bo povedal svoje nastavitve, pač boš vozil ti po njegovih nastavitvah.
ni pa nujno dobro, da je pač tvoja, da ti ležijo tiste nastavitve samega dirkalnika, same komande, vse ono. V enem izpod pogovorov ste mi omenili tudi, da recimo na on-road avtomobilih, s katerimi nastopate po asfaltu, celo gume grejete. Ja, pač gume se greje tam na 80 stopinj. Na cestnih so tudi različne trdote gum. Rečemo, tu pač izkustveno smo pogruntali, da je tam, da je 30 stopinj asfalta, so trdote morajo biti zelo mehke gume, da pride do oprijema, do dobrega oprijema. Pa tudi ne pomaga, če so dosti segrite, ker pač pol, ko pa odpireš enih par kruhov, ko začne pa guma res delati, to pa res griva ven, tako da treba. Skratka, ne gre samo za igro, treba je kar nekaj znanja, katerega potem dobite z izkušnjami. Ja, v bistvu, če hodiš na dirke, vse to dobiš, v bistvu v boksih sploh ni tega tekmovalnosti, pa to je bolj vse na hec, vse, to je bolj hobi, mislim, sicer je tekmovanje, tudi v svetovnem merilu so zelo dobri rezultati naši slovenski dosegali, ampak pač je pa bolj vse na hec, vse ono, pač to je pač druženje. Tudi za off-road imamo, rečemo, neko piknik prvenstvo, pač, kjer daš ta blat model dol z mize in iz iste mize čevape iš, pa pač. In tak RC piknik ste imeli tudi pri Kajzerju? Ja, tak, RC piknik smo imeli tudi v Kajzerju. V bistvu je bila moja otroška želja, takrat, ko sem še kot otrok, rečemo, dirkal, je bila, da bi tudi ena dirka, sicer cestna, naredila tudi v Idriji. In do takrat v bistvu nisem povedal, da je bila tu v bistvu otroška želja. In pol, ko je bilo konec dirke, sem povedal, da se mi je uresničila neka otroška želja. In to je pač dirka v Idriji. Imate v planu še kakšen tak dogodek, kjer bi lahko prišli naši gledalci na ogled? Verjetno bomo na jesen enkrat naredili ena taka pač pokalna dirka. Pa malo bomo pokazali vse, pač kako se bomo še dogovorili. Nismo še nič rekli, so bi rekli, da ne smem še nič obljubiti, tako da ne bom še nič obljubljal. Ampak na nek način, kakor je pač ta organizacija, ti dirke v Kajzerju potekala brez problema. Mislim, problemi smo imeli sem domači s časomerivcem. Pač ni štelo kruho in ni bilo dobrega rezultata, pol ti psiha pade in tako naprej. Pa začneš divjati brez veze in ni bilo rezultata, ampak. Glede na to, da smo danes v studiu Idrijskih novic, mogoče ob zaključku pogovora še na zanimivost, zaupali ste, kako ste prišli do sredstev za nakup prvega avtomobilčka? Ja, v bistvu pač takrat, ko sem izrazil željo, da bi tale avtko pač na daljinca nabavil, mi je pač rekel, ja se delaš, boš našparal, pa si ga boš kupil. In pol dejansko res, ja, takrat sem ABC bilten raznašal po Idriji in sem si ga, dajmo reči, pa ene pol leto dela tudi presložil. Seveda, ko smo šli kje, je bilo treba pač pol še razne zadeve nabaviti, tako da sta mogla lihtak še nekaj pač dati tudi starša. In pol, pa ko smo začeli pa na dirke hoditi, je pa Ata čez padel noter. In tak
tak, način življenja. Take pare, oče, sin se tudi danes vidiva na Se pravi, več parov družinskih na tekmovanjih. Ja, v bistvu ata, puca, šraufa, sin pa us. V vašem primeru pa vi vozite isto. Ja, jaz pa šraufam pa šraufam in vozim. Boštjan Bogataj, kaj naj rečemo za zaključek? Najlepša hvala za obisk v našem studiu in da bi k tej zvrsti športa pritegnili še več mladih in da bi uspešno izvajali več tekmovanj v Kaiser Parku. Ja, upam, da bomo. Vam, spoštovani gledalci, pa hvala za ogled današnjega prispevka in povabljeni tudi k ogledu ostalih pogovorov studia Idrijskih novic.